Tomas, boš do spomladi nazaj? Tvojo sobo bom okrasila s cvetjem in te čakala, Tomas. Kako je lepo! Pepi, je bila tudi tebi všeč? Meni so se najbolj prikupile snežinke. Sneg? Kakšen sneg? Ja, mislim, da ne bi opazil razlike med umetnim in naravnim snegom. Daj no mir. Gremo, Peter. Še malce se bom pomodil tole in užival v nepozabni Lili. Kako neki, ko pa buliš v zaveso? Bojim se, da nas mečejo iz dvorane. Gospodje, se mi zdi, da ste spremljali našo predstavo. Jaz se nisem le spremljal, povsem me je očarala. To rad slišim, bi delali za nas. Ja, ponujam vam delo. Delali? Ja, ne vidite, da smo v gledališču? Ja, z veseljem sprejmemo vašo ponudbo. Haha, ja, res, z veseljem. Spet on. Peter, na pot moramo. Marko, človek mora znati tudi uživati. Maček ima prav, pokazal vam bom sobo. Oddahni si in povohaj kako cvetlico. Gospod direktor, ste kaj videli Matjaža? Ne. Lili, pozdravljena, jaz sem Peter, tvoj soigralec bom. Soigralec? Ne. Scenskega mojstra potrebujem. Scenskega mojstra? Potemtakem bom jaz njen soigralec. Ti si majhen, zato boš garderober. Kaj? Njen soigralec bo torej? Marko, kdo pa drugi? Ti boš zadolžen za dialoge. Dialoge? Pisal mi boš vloge? Tega ne znam. Gospod direktor, v težavah smo. Matjaž je izginil. Kaj? Pa že imate predlogo za prihodnji mesec? Osnutek že? Na opustelo mesto padajo snežinke. Bo spet snežilo. Matjaža moramo čim hitreje najti. Ja, gospod. Pri tem bom potreboval tudi vašo pomoč. Jaz bi vam z veseljem pomagal, pa niti tega Če ne vem, boste kako kje izgleda. zagledali možakarja v najbolj umazanih oblačilih, kar ste jih videli, in z otožnim pogledom, bo najbrž to on. Zelo živo opisuješ. Nobenega dvoma ni o tem, da si prvorazredna igralka. Našel ga bom. Hkrati pa mu pojasni, da v novi duhamorni drami niti slučajno ne bom igrala. Lili? Nič ne skrbi. Peter te bo že spravil dobro voljo. Prepričan sem, boš videla. Si prepričan, da boš lahko izpolnil dano Dal si obljubo? besedo, da ga bomo našli, pa ga niti poznamo, Lili ne? bi gore premikal. Ko zagleda brhko deklico, čisto ponori. Dajte no mir, to bo lekcija za življenje. Mislim mi, da si preveč zagret učenec. Možakar v umazanih oblačilih. Lahko bi vsaj povprašali, kakšne barve so ta oblačila. Zdaj je prepozno. Navodila moje preljube Lili so povsem dovolj izčrpna. Seveda. Tamle je! Kaj? Je res on? Oblačila ima umazana, pogled otožen. Pozdravljeni. Dober dan, ste kaj videli možakarja v umazanih oblačilih? Popoldne je šel tot mimo. Ne vem zagotovo. Ljudi gledam samo pod noge, zato ne vem. Seveda, so mimo vas šli kakšni osamljeni čevlji. Teh je bilo kar precej. Osamljenih ljudi res ne manjka. Kdo je vrgel ta papirček? Sneg tiho pada. Tamle. Sneg tiho pada. Kaj je bilo to? Sneg tiho pada.
Zloščil sem vam le en škoren. Drugega boste pozneje. Ne gre mi in ne gre. Vi ste pa Matjaž, kaj ne? Kdo ste pa vi? Novi člani Silvovega gledališča. Jaz sem Peter, to je Marko, tretji je pa Kaj Krnik. naj to pomeni? Lili je imela povsem prav. Kaj vam je pa rekla Lili? Pomirite se, nazaj moramo. Ja, direktorja in ostale skrbi za vas. Nisem všel njim, ampak sem se umaknil hrupu v gledališču. Nisem se mogel zbrati. Že vem, tu imate mir in tišino. Rešili ste mi kožo, zdaj mi ne bo treba odpovedati premiere. Dobri pomočniki so, ni kaj. Zakaj Matjaža ni z vami? Ker v hotelu lažje najde rdečo nit. In če nam uide znova? Ne bo več pobegnil, nekdo ga nadzoruje. Upam, da si mu ukazal, naj napiše veselo igro. Seveda, naročil sem komedijo, ki bo tako vedra kot Ne pomlad. hvali dneva pred nočjo, ničesar še ni napisal. Gospodična Lili, se vam zdi tale kostum v redu za kraljico? Kako dolgo me že oblačiš, Nina? Skoraj 3 leta. Dovolj dolgo, da bi lahko na pamet vedela, kakšno blago imam najraje. Oprostite, gospodična, blago bom brž zamenjala. Ta Nina, grozen okus ima. Rada bi imela mlajšo šiviljo. Prav imaš. Če res moram, bom premislil o zamenjavi. Le za koga se ima? Zvezdnice so svoje glave, vse povedo naravnost. Sam ne najdem besed za njeno obnašanje. Boste kavo? Hvala. Marko, odpri okno. Prav. Kaj pa je, Marko? Nič. Bi kupili vžigalice? Tako čistega pogleda ne pomnim. Pogleda? Kakšnega pogleda? To je tisto pravo. O njej bom pisal. Kaj? Naslov dela bo Sanjal bom s tabo, deklica z ožigalicami. Obvestih naj začnejo. Toda... Brez skrbi. Dobil sem celo goro zamisli in jih moram zapisati. Sanjal bom s tabo, deklica z vžigalicami. Upam, da ne gre za novo tragedijo. Nikakor ne. Igra bo nadvse smešna. Pravi žarek upanja. Si prepričan, da res? Vžigalice vendar svetijo. Računam nate. Povej, naj si ne drzne Preveč. napisati tragedije, ker bom sicer opustila igralstvo. Kako sebično! Zakaj ne začneš izdelovati snežink? Lili mi je rekla... Molči vendar, če govoriš, se ne morem zbrati. Ste lačni, vam prinesem kaj za podzob? Nisi slišal, da me ne moti? To pomeni, da že 3 dni ni ničesar zaužil. Samo 3 dni, po 3 dneh ga še ne bo pobrala od lakote. To ni mogoče. Skrbi pa me tudi, kaj bo napisal. Menda ne boš rekel, da bo zgodba žalostna. Bojim se, da ja. To vendar ne gre! Peter, direktor te kliče k sebi. Sprašujem se, zakaj me nenadoma vsi potrebujejo. Tako umazanega kostuma ne bom nosila. Česa takega vendar ne more dati nas. Tega nihče ne zahteva. Veste, če sem Matjaža prav razumel, boš na koncu zasijala v kraljevskem oblačilu. Tako zdaj pojdi k njemu in se o tem prepričaj. Lili, verjemi, da res. Solze boš točil, ko ti bo kaj padlo v oko. Tokrat smo pa res v kaši.
Čim dlje jo zadržite, čim dlje. Napel bom vse sile. Prihaja, dekle v krzninem plašču. Potrudite se, potrudite. Ne zdržim več. Danes bomo obiskala Matjaža in se mu potožila. Prostite, mladenka v rdečih čeveljcih. Kaj bi radi? Vaši čevlji so nekam nezadovoljni. Pomeril jih bom. Čevlji? Nezadovoljni? Jih samo pogledate, pa že veste, kako se počutijo? Tako je, že 50 let zrem v čevlje. Če bi se rada poslovila, naj gre. Kaj boste počeli brez igralke? Lili ni edina igralka na svetu. Zdaj prepozno, da bi našli drugo. Ne moti me več, razumeš? Vidite, en čevelj je že boljše volje. Kaj? Kaj narobe? Bose noge. Kje? Njeno oblačilo sem že nekje videla. Bi kupili vžigalice? Ne, hvala, ne rabim. Vi ste... Me poznaš? Ja, nekoč sva si z mamo, pokojno mamo, ogledali vašo predstavo. Pa se ti ni zdela žalostna in dolgočasna? Niti malo ne. Tista igra nama je vlivala upanja na lepše življenje. Ja, žalostne zgodbe bolj poudarjajo pomembne stvari kot pa vesele. Z veseljem bi kupila škatlico tvojih vžigalic, vendar sem žal pozabila denarnico. Izvolite. Kaj? Si prepričana? Ja. Če je tako, se pogovoriva. Obljubim, da te bom povabila na premiero nove igre in to v prvo vrsto. Kaj res? Pri vhodu pokaži ta robec. Ukazala bom, da te morajo na ta znak spustiti v dvorano. Hvala, že zdaj se veselim predstave. To so Matjaževi škornji. Obuj se, zunaj je leden mraz. Gospodar me bo oštel. Prosil me je, naj jih dam. Peter, povej Matjažu. Počakaj, že vem, napiše naj kar se da vedro igro. Z veseljem bom zaigrala v njegovi novi igri, deklica z vžigalicami. Matjaž! Ja, čudovito, ljudi se kar tare. In vse to zaradi Lili. Pepi, kje si dobil ta robec? Lili mi ga je podarila. Kaj res? Ne, pošalil sem se. Tako svečan trenutek ni primeren za humor. Povedano na kratko, prosila me je, naj prikupno dekletce z robcem posadim v prvo vrsto parterja. Prikupno dekletce? Ti se drži snežink. Snežink? Dame in gospodje, predstava se začenja. Poiščite svoje sedeže. Hvala. Bi kupili škatlico vžigalic, takoj zasvetijo. Sneg. Potrebujete vžigalice? Lena, bo paseš kaj? Oprostite, gospod. Pred včerajšnjem si predala samo 2. Včeraj le še eno. Koliko si jih spravila v promet nocoj? Nobene. Sezuj čevlje! Čevlje mi je zapustila pokojna mama. In kaj zato? Bosa se boš ljudem zasmilila. Zato bodo raje kupovali od tebe. Ja? Bodite usmiljeni. Če hočeš čevlje nazaj, čim prej prodaj vžigalice. Bi kupili škatlico vžigalic, takoj zasvetijo. Najboljše so. Bi kupili škatlico vžigalic. Zmrznil bom. Trganje vstopnic bi lahko prepustil Petru.
O, kako je mrzlo. Pepi, pripravi se, kmalu boš na vrsti. Rešil si me gotove smrti. Tako hladno je, da mi bo še duša zmrznila. Hitro, hitro, hitro. Umakni se, ne bodi zloben. Saj res, ogrela se bom z vžigalicami. Čisto sem pozabila, da je Božič. Kako lepo. Babica. Babica. Jaz sem, se me še spominjaš? Ne, počakaj, ne zapuščaj me. Zamujale, kaj jo je zadržalo? Bojim se, da je predstave že konec. Pa sem igral na odru z Lili. Pep je bil le stranski igralec, pa čeprav je bil na odru z Lili. Ja, saj ta predstava bo prava uspešnica. Kot vidim, ni prišla. Jutri pa zagotovo pride. Morda imaš prav, danes je res hladno. Morda ima preveč dela z vžigalicami. Peter, Pepi, zbudita se! Se je Lili kaj pripetila? Matjaž jo je našel. Koga? Dekle z robcem? To je ona. Prš pokličimo zdravnika. Toliko vžigalic. Bosa je. Tovo jo je zeblo. Potrebovala je topel obrok in plašč, ne pa vstopnice za ogledališče. Kako sem bila slepa. Ne morem verjeti, da je mrtva. Sej ni. Zdaj je v nebesih, tako kot junakinja moje igre. Babica, babica, to je moja zadnja vžigalica. Preden ogenj ugasne, me odpelji k mami. Babica. Toplo je. Ne morem verjeti, se vendar ne more biti mrtva. Saj vendar ni mrtva. Rečen sem, da bo tokrat srečna. Zdaj jo varujeta prijazna mama in babica. Jaz bom njeno zgodbo prenesla celemu svetu. Jaz tudi. Smeje se.